Lepo pozdravljeni v novi epizodi PEFcasta. Danes gostim dr. Silvijo Komočar. V nekakem širšem kontekstu jo bom predstavila kot trenutno ravnateljico vrtca Mavrica Brežice, kot našo bivšo magistrsko študentko, torej študijskega programa predšolska vzgoja in pa tudi kot predsednico skupnosti vrtcev Slovenije. Pogovarjali se bomo o izzivih poklica vzgojiteljice danes, o delu ravnateljice in pa predsednice skupnosti vrtcev. Silvija, lepo pozdravljena. Hvala, da ste me povabili. Z veseljem. Mogoče najprej za začetek bi me zanimalo, imaš dolgoletne izkušnje na vseh različnih stopnjah, bom rekla, tega dela v predšolski vzgoji. Kakšen je tvoj pogled, kakšna bi naj bila vzgojiteljica danes? Ja, res je, Sanja. Že kar nekaj let sem v vrtcu. V bistvu sem šla skozi vsa strokovna delovna mesta skoraj v vrtcu, tako od pomočnice vzgojiteljice preko vzgojiteljice do pomočnice ravnateljice in na koncu do ravnateljice. Tako da, ja, in kar nekaj let je že za menoj, tako krepko čez 25, tako da imam ja kar nek pogled, kako je bilo prej, kako je zdaj. Ampak moram pa reči, da se mi pa nekak pogled na vzgojitelja kot na delovno mesto ni preveč spremenil. V smislu, da tako kot prej je enako tudi zdaj. Vzgojitelj mora imeti širok pogled na življenje, širok pogled na strokovno delo. Ne nazadnje delamo z otroki, ki so v najbolj kritičnem obdobju razvoja in z marsičem vplivamo na njegov razvoj. Torej, tako kot nekako omogočamo to eno varno in spodbudno učno okolje za njegov optimalni razvoj, tako moramo biti sposobni zaznati posebnosti, ne, tako sposobnosti kot mogoče kakšna šibka področja, ki jih ima otrok, da mu znamo ustrezno in na primeren način pomagati. In to se gotovo ni spremenilo v vseh teh letih. Verjetno je pa zdaj mogoče drugačna vloga staršev, kot je bila prej. Starši so gotovo bolj vpeti v delo vrtca in veliko bolj mogoče partnerskem odnosu, kot so bili prej. Ja, jaz se zagotovo strinjam, ne? Otroci so otroci, bili in bodo. Spreminja se okolje okrog njih, mi se moramo temu nekoliko prilagoditi, še vedno pa tako si izpostavila, ne? Treba prepoznati, imeti občutek za otroke. A bi izpostavila mogoče kakšne, pa dajmo najprej reči prednosti tega poklica? Prednost se mi zdi gotovo to, da če želiš biti res dober vzgojitelj, potem moraš biti absolutno vseživljenjski učenec, ker ne moreš ostati nekje odzadaj, ne? Vse se razvija, tehnologija se razvija, znanost gre naprej, vse gre naprej in enostavno si ne moremo dovoliti, da bi bili nekje, ne? Končal sem faks, ok, zdaj vse znam in zdaj bom delal z otroki, ne? Tako da to je absolutno prednost. Prednost je tudi ta, da lahko ohranjaš en zdrav življenjski slog, ne? Konec koncev, če si ti res vsako jutro, če se seveda držiš vsega, kar kurikulum narekuje, in si dejansko zgled otroku, ne, potem boš gotovo tudi gibal se, ne, vsakodnevno, se boš zjutraj razgibal, boš z otroki aktiven skozi ves dan. Prav tako boš raziskoval vsa področja, ne, od jezika, narave. Jaz se še danes naučim toliko enih stvari od otrok in od svojih sodelavcev, ki delajo z njimi. Tako da to gotovo so prednosti. Pa ohranjaš to eno mladost, jaz mislim. Ravno s tem, ko si ves čas aktiven, tako mentalno kot fizično, ohranjaš eno to živost. In tudi mislim, da črpaš, če si dovolj subtilen, črpaš od otrok to njihovo naravno radovednost, ne, ki oni to imajo, ne, in če jih dobro opazuješ, kar bi jih tudi moral, ne, če želiš iz njih izhajati kot dober profesionalc, potem lahko od njih počrpaš res tako neizmerno energijo
ki te gotovo polni v tem tvojem življenju. Tako da to so gotovo prednosti tega poklica. To, kot velikokrat rečejo, to je res tak poseben poklic. Ne? Je zahteven poklic, ampak je tak življenjski, se mi zdi, ti da toliko energije, otroci dajo toliko energije, ki ti pravzaprav nobena druga stvar ne more. Ali pa, absolutno. Posamezniki. Ok, pa gremo še malo na izzive tega poklica. Zdaj bom povedala tudi, kar delamo, kar se pogovarjamo, študenti ali pa študenti, ki so že zaposleni, pa na magisterskem študiju, omenila si starše, ne? Jaz sem res goreča zagovornica partnerskega odnosa, mislim, da je to nujno in da ga je treba res se truditi vzpostavljati, pa vendar zaznavam pri študentih, da jih je tega skoraj da morda celo najbolj strah, ko se pripravljajo na zaposlitev. Bi rekla, je to eden glavnih izzivov poklica danes ali bi morda izpostavila še kaj druga? Delo s starši, misliš? Pa verjetno je še kakšen drug, no. Pa zdaj spet odvisno, kako stvari pogledaš, ne? Zdaj, če se kot vzgojitelj postavim nad starša, ne? Če imam jaz občutek, da, ker sem pač strokovno podkovana, da zato pa zdaj vem največ in vem, kaj je najboljše za te otroke, potem gotovo bom težje vzpostavila partnerski odnos s starši. Če pa se zavedam, da so starši tisti, najprej so mama je tega otroka rodila, ga je do 1. leta je bila z njim v simbiozi, v enem simbiotičnem odnosu. Gotovo je tega otroka spoznala res, pa tudi oče, da mu ne bi delali krivice, seveda. Ampak mama je pač običajno na porodniški, zato sem njo izpostavila. No? In sploh ta simbiotični odnos, pa še dojenje, pa vse skupaj, je mogoče malo tesnejši stik, od začetka. In gotovo mama z tega otroka res najbolj pozna. In pozna tudi tiste njegove res take skrite mini izraze, ki jih mogoče vzgojitelj niti ne opazi. Ravno tako v družinskem krogu je otrok sproščen, je svoj, je tisto, kar je. In verjetno se v vrtcu malo drugače obnaša. In jaz mislim, da je krivično razmišljati tako, da mi pa zdaj res v vrtcu vse najbolj vemo in da moramo starša tako z enim pokroviteljskim odnosom naučiti, kaj je prav in kako se z njegovim otrokom dela. Jaz jim vedno rečem, starši so strokovnjaki za otroke, mi smo pa strokovnjaki za predšolsko vzgojo. In rabimo oboje, oni zagotovo poznajo boljše kot mi. Tako je, sigurno. In gotovo pa mi otroka pa v vrtcu poznamo pa spet drugače in verjetno boljše kot starši, ki ga v tem okolju ne vidijo. Tako da, če gremo res z roko v roki v vzgojo in izobraževanje tega otroka in če najdemo neko skupno pot in če najdemo neko dobro komunikacijo, ampak pozor, ne preseč meje, prijateljstvo in družba je eno, ta en profesionalen odnos je pa nekaj drugega. Takrat mislim, da lahko zmagamo v dobrobit otroka. Otrok nam mora biti v središču vedno. Karkoli razmišljamo v vrtcu, nam mora biti otrok središče in njegova dobrobit absolutno na prvem mestu. Še kak drug izziv bi izpostavila? Ja, izziv je verjetno tudi to ves čas res to strokovno, tako težko mu rečem, izpopolnjevanje. Jaz bi rekla raje temu strokovna rast ali pa profesionalni razvoj. Velikokrat, tudi kot ravnateljica, srečam ljudi, ki so nekako nejevoljni, ko od njih zahtevamo, da se ves čas učijo. Češ, sej pa kaj tukaj zahtevaš, sej pa že vse znam, sej sem se naučila. Sploh pa, če imam kakšnih 10 let delovnih izkušenj, pa sploh. Če sem pa pridobila še vse nazive strokovne, ki jih lahko pridobim, potem je pa itak čas za moj počitek na delovnem mestu, kar se tiče strokovnega razvoja. Tudi z mentorstvom se učiš, tudi z mentoriranjem se učiš. Tako da, tako kot sem že rekla na začetku, ves čas. Potem so pa izzivi gotovo tudi medsebojni odnosi med zaposlenimi. Sploh recimo v vrtcih smo navajeni delati v tandemih, vzgojiteljica pa vzgojiteljica, pomočnica vzgojiteljice. Takrat velikokrat pozabimo na dobrobit otroka. Sploh, ko pride novo šolsko leto, ravno zdaj smo
v vrtcih se tega lotevamo, spet sestave novih oddelkov, ne, sistemizacije, vpisa, izpisa in tako naprej. In pač vedno razmišljamo pač v našem vrtcu, jaz tako pač želim in menim, da je tako strokovno ustrezno, da damo otroka v središče, ko se pogovarjamo o tem, kako bomo zdaj formirali oddelke. Ne? In zdaj se veste, normativi se spremenijo, ne gre tako idealno, ne? Aha, tukaj zdaj rabimo 5 otrok, pa se je 5 jih upisalo, pa jih bomo 5 dodali, pa bo vse ostalo enako, pa ne bo sprememb, pa nič ne bo, ne? Tako ne gre. Ne? In potem in pride do točke, ko je pač treba kaj razdeliti, pa tandeme dati narazen. Pa, ne? Zdaj, imaš tandeme, kjer rečejo vzgojiteljice, midve sva tako se poznava, midve že dihava isto, bereva si misli, ne nas dati narazen, daj ti kar otroke, ne vem, sam ne najo dati narazen. Tako kot skoraj že zakonski odnos. Ne? Ampak to ne gre. Ne? In tu so tudi izzivi, ne? Ker se je treba v bistvu tu spet izven svoje cone ugodja, izven svojih okvirjev, dati otroka na prvo mesto spet, pa si tudi dovoliti, da delaš z različnimi ljudmi, ker te to lahko bogati, lahko ti da nove vidike, gotovo ti jih da. Ne? Tudi če nisi vedno zadovoljen, dobiš neke nove poglede. No? Tako da tudi tu so izzivi. Mi delamo vaje, ne? To študentom razlagam. Še prej, ko sem imela jaz vaje in ni bilo všeč, kadar sem jaz pri seminarski kdaj določila tandem, kdo bo delal skupaj, naključno po seznamu, ne? To so me kar to gledali. Sem rekla, to je vaje z tega. Ne moreš vedno delati z nekom v paru, ki si ga sam zbereš. To je najlažje pa najbolj enostavno. Ne? Življenjsko pa ni. Treba znati profesionalno sodelovati tudi s tistim, ki ti ni simpatičen. To je pač del našega poklica. Ja, pa tudi to se zgodi, ne? Da ko navežejo recimo tako prijateljske stike, da včasih tudi to poči, ne? In recimo nekdo, ki je pred 2 leti še prišel v pisarno tako zrezano pobožno željo, ne me dati narazen, ne, bo čez 2 leti prišel, veš kaj, jaz pa več res ne bi. Ne? Tako da pravzaprav je fajn, da se malo dinamika menja, pa tudi v bistvu ugotoviš, da imaš s kom drugim še kakšne skupne točke, ne, vedno se tudi pa širi neko znanje, izkušnje pridobiš. Pa če gremo zdaj še na tvoje delo, se pravi, rekla si, da si bila vse od pomočnice, vzgojiteljica, pomočnica, ravnateljica, no in zdaj trenutno si ravnateljica. Si pa hkrati tudi obiskovala naš magistrski študij predšolske vzgoje, pa mogoče za začetek, če deliš malo z mano, kaj bi rekla, kaj si pridobila s tem magistrskim študijom, recimo za tvoje ravnateljevanje? Jaz bi rekla, da res veliko. Pa ne zato, ker se zdaj midve pogovarjava na tej fakulteti, ampak dejansko predmeti, tako kot so bili zastavljeni, dobro, z izjemo kakšnega, so bili res zastavljeni široko, tako da smo študenti res imeli možnost skozi svoje velikrat individualno ali pa timsko delo znotraj ekipice, ne, v generaciji, da smo razmišljali širše, da smo gledali drugače. Še posebej bi rada izpostavila to nediskriminatorno vedenje recimo in ravnanje, ko razmišljaš, ali je res prav in v redu, velikokrat boš slišal takole v vrtcih vzgojiteljico, ko bo rekla, jaz z vsemi delam enako. Ne? Ona seveda to misli v dobri veri, da je do vseh enakopravna, enakopravična, ampak v resnici, če pa to malo globlje, pa malo širše pogledaš, ne, se pa kar zastavi vprašanje, ali je to res ustrezno, ali res vsi otroci zagotavljajo enake možnosti. Tako, ne, ali mogoče nekdo z enega, ne vem, deprivilegiranega okolja rabi malo nekaj drugače. Ne. To recimo, potem tudi te družinske študije, jaz sem tako zelo drugače osveščena, že sama razmišljam, da moramo tudi po spolu biti enakopravni. Ampak recimo nikoli do magistrskega študija nisem razmišljala o prevzemanju priimka, recimo pri poroki, pa take neke stvari, ne, ki ti pa oziroma ne samo, da ti začneš razmišljati širše drugače, ne samo pri svojem nekem primeru, ne, ampak dejansko širše, dejansko te potem potegne v razmislek o tem, ali imamo res nestereotipno postavljene igrače in kotičke,
Ali res ne razmišljamo čisto, da se bojo pa punčke igrale v kotičku dom, joj moramo, nimamo dovolj dojenčkov pa vozičkov, ki se deklice tako rade z njimi igrajo. Ne, to postane tako ena rutinska, ne, kar navada, ne, da ne razmišljamo o tem. Ne. Joj, manjka nam v oddelku še igrati za fante. Ne. Prav imamo občutek, da ne delamo po spolu. Misliš, da nisi, ampak ne. Tako da to gotovo. Zdaj povezovalni kurikulum in te stvari, to se mi zdi, da se v praksi kar veliko s tem ukvarjamo, ampak te res ene tako helikopterske poglede na sploh na družbo, ne, pa mislim, da jih kot vzgojitelj nujno rabiš, kot ravnatelj pa še bolj. Ker v bistvu kot ravnatelj si pa odgovoren za to, da dejansko ti spodbujaš ta razmišljanja. Ne? Ker kot vzgojitelj to nekako udejanjaš znotraj svojega oddelka. Ne? In nimaš te niti moči, niti pogleda, niti časa, ni tvoje delo tako naravnano, da bi se toliko ukvarjal z drugimi. Ne? Kot pomočnik ravnatelja in kot ravnatelj, ki pa bediš nad celotnim življenjem v vrtcu in nad tem, kam bo razvojno se usmeril vrtec, kakšen vrtec želimo biti, ne? Takrat pa absolutno rabiš ta znanja. Tako da jaz moram reči, no, da sem veliko pridobila. Tudi recimo na pogled na otroštvo skozi zgodovino, že sam v našem slovenskem prostoru, ne? Kako romantično res znamo reči, joj, čas je bilo tako fajn. Ne? Pa a je bilo res? Ne? A je bilo res? Mogoče neke stvari so bile za otroke, ja, so bile mogoče boljše, ker mogoče niso bili res bombardirani s toliko informacij, ampak vse tudi odrasli nismo bili. Ne? Če gledaš, svet se spreminja, ne pa mi z njim. Tako da, ne vem, vloga matere, tudi pogled na mater, pogled na slovensko žensko, kako se je razvijal. Ne? Vse to recimo so bile teme, ki smo se jih dotikali, pa ne samo dotikali, tako kar poglobljeno obravnavali na magistrskem študiju. In se mi zdi, da na prvi stopnji predšolske vzgoje ni toliko časa in prostora za tako poglobljen razmislek v te teme. So pa nujno potrebne za širok pogled vzgojitelja in ravnatelja, ker, tako kot sem rekla, ker smo res vplivamo na vzgojo in izobraževanje tega otroka, ki predstavlja prihodnost naše družbe. Ne? Jaz se strinjam res in mislim, da ravno tako za vzgojiteljice, absolutno tudi za vodstvo, ne, da pridejo res te vsebine, ker je nekako fokus na tem bolj poglobljenem študiju, tudi nekaj individualnega dela je ravno zaradi tega, ne, da se prebereš, se odpirajo neka vprašanja, pa so potem diskusije. No, da se mi zdi, da je nekaj, kar zagotovo koristijo te vsebine. No. Tudi, oprosti, moram še timsko delo izpostaviti. Tudi timsko delo kot tako. Ne? Sej mi tako hitro rečemo, ne? V vsaki skupinci hitro rečemo, kak so dober tim. Ne? Ampak potem, ko se dejansko lotiš tega bolj poglobljeno, vidiš, da vsaka skupina še ni tim. Ne? Je pa tudi to res, ne? Da je današnja družba tako usmerjena z vsemi temi vplivi, ki nas obdajajo, da hitro postanemo individualisti, ne? In tudi otroci. Ne? In dejansko moramo imeti ta znanja tudi v timskem delu, da bi v bistvu se zavedali, kako je nujno, da ga sistematično nekako gradimo in oblikujemo in da naredimo res učečo se skupnost v enem vrtcu, ki je pa možna samo s sodelovanjem. Ne? In če timsko delo vzamemo tako s vsemi njegovimi elementi, je to absolutno prostor in okolje sodelovanja. Kaj bi pa rekla, kaj ti pa bolj ustreza? Koliko časa si zdaj ravnateljica? Zdaj že 12 leto. 13-12. Kaj ti je bolj všeč delati? Biti ravnateljica ali biti vzgojiteljica? Ko sem bila vzgojiteljica, sem rekla, da si ne želim delati nič drugega kot to. Res, ker ravno zaradi te
otroške energije, zaradi takšnih dialogov, kot jih imaš z otroki, jih nimaš z nikomer, ni odraslega na tem svetu, ki bi ti odpiral takšne vesolja in res, kot ti jih odpira. Neposrednostjo res, res, pa tudi idejo, kaj se spomne. Da so zelo stari. Ja, so in v svojem razmišljanju odprti in neomejeni, v predšolskem obdobju, ker so res radovedni in v bistvu se tudi ti pol kot odrasel vprašaš, pa saj res, ne? Zakaj pa ne? Pa nisem nikoli pomislila, saj res, ne? In greš, neka druga perspektiva. čist drugam, ne? Tako da to, kot vzgojiteljica sem absolutno oboževala to delo z otroki, res. In si ga včasih še želim, tako bolj intenzivno delati. To pa vem, mogoče pa še kdaj bom. Ampak kot ravnateljica je pa to eno delo z ljudmi spet, ampak z odraslimi. In se mi zdi, da moraš dobro poznati delo vzgojitelja, da bi lahko bil dober ravnatelj vrtca. Ker težko se pogovarjaš o delu z otroki, če ga sam nisi nikoli delal. Tudi 1 leto ni dost. Res moraš biti neki čas, ne moraš biti novinc, vzgojitelj, pa potem kar biti ravnatelj. Moraš pa razumeti bolj. Ja, moraš se res... Izzive vsak dan. Tako. In tako da rada delam tudi to delo, absolutno. Rada strokovno razpravljam s svojimi sodelavci. Tako uživam res, ko jih vidim, ko se jim odpirajo ta neka nova obzorja. In tako rada sem provokativna v kakšnih vprašanjih, v diskusijah. Rada razburim. In tako tudi delamo. Mi delamo v timih, v našem vrtcu in te naše strokovne diskusije so v bistvu tako eno vrenje idej. Tudi kakšen konflikt. Tudi vidim, da se kdo res razburi, pa čakaj malo, pa kaj misliš s tem. Tako. Ampak v bistvu sem se kot vzgojiteljica naučila oblikovati to eno varno učno okolje za otroke, ki sem ga prenesla, si domišljam, da sem na učenje odraslih, ki ravno tako rabimo varno in spodbudno učno okolje, predvsem pa varno. Kako varen moraš biti, da rečeš ravnateljici, recimo, ki je po defaultu naj bi bila ti nadrejena, ampak da si toliko sproščen, da rečeš, čakaj malo, kaj si pa ti s tem mislila? Jaz se pa s tem ne strinjam se s teboj, ali pa ne, jaz pa mislim tako, seveda v spoštljivem in normalnem odnosu in komunikaciji. Ampak tako da če me vprašaš, kaj raje delam, ne vem, kaj raje delam. Delala sem rada, delam rada oboje. Mislim, vse je, eno imaš neposredno res vpliv k otroke, spravi naše bodoče generacije vzgajaš, drugo imaš pa širši vpliv, ker zdaj pa ti posredno lahko vplivaš recimo do neke mere, kako bodo vzgojiteljice v tvojem vrtcu delale z drugi. Pa da ne bomo tako govorimo skozi o ženskem spolu, zato ker je večina vzgojiteljic, ne vem, imate kakšnega vzgojitelja? Trenutno ne. Tudi recimo, žal mi je, da je tako. Razmišljala sem tudi veliko o tem, zakaj je temu tako. Zakaj fantje tako bežijo. Ker recimo v našem okolju imamo srednjo šolo vzgojiteljsko, tako da smo zelo vpeti naš vrtec tudi v mentoriranje, v prakso dijakov in kar nekaj fantov pride na prakso. In vsakič, kjer pride v mojo pisarno, rečem, ti boš pa sigurno ostal, Ja, ne, bom šel na div, bom šel na ne vem kam. In potem ga vprašam, zakaj pa ne vidim se pri delu, tako z otroki, se mu to ne zdi izziv. Mislim, da je to še vedno ta naša, v naši slovenski družbi je še vedno tako, da je ženska nekako tista, ki skrbi za otroke doma, pa res ne želim nikomer, res z izjemami, ki potrjuje pravilo običajno. Enostavno je tudi tako, kaj je uspeh v naši družbi, kaj je uspešen moški v naši družbi. Dajmo si sami odgovoriti, bom kar tle ostavila, ne bom odgovarjala, ampak gotovo ne vzgojitelj, gotovo je prej kakšen menedžer ali pa ne vem, nekdo, ki ful zasluži ali pa ne vem, mislim. Gremo daleč naprej z enakopravnostjo spolov, pa vendar se vidi v družbi, da neke stvari še niso. Jaz tudi mislim, da če se res odločiš za poklic, meni se zdi najbolj pomembno, ko se odločaš, to je le nekaj, dobro, se lahko ti menjaš, definitivno in službo in tudi poklice lahko še kaj izobraziš, ampak da tisto, kar
boš delal, da delaš z veseljem, da te izpolnjuje. Zdaj, če ti želiš biti vzgojitelj, če rad delaš z otroki, bodi vzgojitelj. Ne samo zato, da bodo drugi mislili, da imaš ne vem kaj, zdaj nekaj druga delati, pa v neki pisarni ali ne vem, ni to. Jaz mislim, da se s časoma potem se najdejo tudi taki, ki prej niso prepričani. No, pa dobri so, ne? Dobri so moški vzgojitelji v načelu. Ja, že struktura zaposlenih bi bila. Ja, vseeno je en drug pogled na svet, ne? In to prenašaš potem tudi na otroke. Ne? In zakaj ne? Mislim, to bi bilo res odlično, no? Ampak ne vem, verjetno imamo tudi kot družba in kot mogoče vzgojno-izobraževalni sistem še kar nekaj izzivov na tem področju, da se najprej mi začnemo pogovarjati o tem, kaj uspeh je sploh. Ne? Ali je uspeh res samo ne vem, na bančnem računu toliko in toliko denarja, ali je uspeh mogoče kaj druga. Jaz bi rekla, da vsekakor kaj druga. No? Zagotovo se strinjam. Evo, pa če v zadnjem delu greva še na tvojo še eno delo, ki ga upravljaš, si predsednica skupnosti vrtcev Slovenije, no pa mogoče na kratko, kaj to delo predstavlja oziroma kaj se pričakuje od tebe? Ja, zdaj verjetno tudi odvisno od tega, kako ga samo vzameš, kako vidiš to odgovornost. Jaz v bistvu vsako svoje delo jemljem zelo odgovorno. No? Nekako si razčistim, preden se tega lotim, ali zmorem narediti to res dobro, res odgovorno in ali lahko pustim za sabo nekaj dobrega. Nekako zadnje čase, tako nekaj let nazaj sem bila na Norveškem in smo se pogovarjali tam prek nekega Erasmus projekta in smo bili v hribih tam v enih teh kočah in so mi razlagali te norveški kolegi, kako to pa njih funkcionira, ne? Da v bistvu ti prideš v to kočo in odprto je, ključ je tam, mislim, vse odprto, ne? In sem bila šokirana, ne? Pri nas je vse ne samo zaklenjeno, še pod alarmi in kamerami, ne vem, ne? Kako to funkcionira, ne? In so mi rekli, ja, glej, v bistvu razmišljamo tako, da ne samo, da pustiš takšno za seboj, kot je bilo, ampak pustiš boljše, kot je bilo, ne? In jaz si tako mislim, ali ni v odnosih tudi tako, ali pa kjerkoli si, ne, na kakšnem delovnem mestu, ali pa kamorkoli prideš, vedno si bojo ljudje zapomnili, kako so se počutili ob tebi. Ne? In mislim, da je pomembno, da razmišljamo o tem, da pustimo za sabo boljše, kot smo dobili. Pa ne pomeni, da smo dobili slabo, ne, da se razumemo. Tako da vsekakor vidim, ne, kot si rekla, to je skupnost vrtcev Slovenije. Se pravi, v naši skupnosti je okrog 250 vrtcev, ker niso vsi vrtci tudi člani. Ne? Torej, vsi nekako vrtci so obrnjeni v skupnost, ko pride do česa, do kakšnih izzivov, do kakšnih težav, pomagaj, kako ti misliš, kaj bi ti naredila. Ne? To je ena stvar, tako da velikokrat odgovarjam na maile, pomagam kolegom ravnateljem pri kakšnih izzivih ali pa napotim na neke, ne, vsega tudi jaz ne znam rešiti. Ne. Predvsem pa se mi zdi moja vloga v tem, da bedim nad predšolsko vzgojo na državni ravni. Se pravi, kaj se dogaja na našem področju na državni ravni, ki posledično pomeni kakovost dela v vrtcih. Ne? Se pravi, če ne bomo bedeli nad tem, kaj se v zakonodaji dogaja, se nam lahko zgodi, da se nam normativi poslabšajo, da se nam, ne vem, pogoji poslabšajo in s tem posledično se nam lahko tudi kakovost v vrtcih poslabša. Ne? Tako da to je v bistvu moja vloga. V številnih delovnih skupinah sem, tudi recimo zdaj pri prenovi programa Šole za ravnatelje, ravnateljski izpit, ko se pač novo imenovani ravnatelji morajo opraviti ravnateljski izpit, pač v našem sistemu je tako. Zdaj raziskujemo, ali je to še v redu, ali so, ne, še pridobivamo vse kompetence, tako. Potem sem v številnih, ne vem, sem v strokovnem svetu za vzgojo in izobraževanje, kjer bedim nad tem, kar se dogaja, tako, tudi kurikulum, tudi vse to, kar je zdaj bilo, sem tudi jaz pregledovala. Ne? In takrat je res zadnji čas, zadnji trenutek, da daš še kakšno pripombo, da kaj na kaj opozoriš, ne? Da mogoče smo še kaj spustili. Ne? In tu se mi zdi zelo pomembno, da je na tem mestu človek, ki ima in teoretično, torej neko
znanstveno tudi, če hočete izobrazbo. In na drugi strani res ene izkušnje v praksi, ne? Ker ko to v bistvu združiš, šele lahko razumeš, ne? Kaj se dogaja. Tako res z enega drugega vidika. Ne? Ker tudi, če si dolgoletni tako v praksi, ne? Vzgojitelj z res dolgimi izkušnjami, ne? Dolgoletnimi, še ne pomeni, da imaš ta helikopterski pogled na celo vzgojno izobraževanje. Ne? Tako pa le, ko se izobražuješ ves čas, ne, kot res en vseživljenjski učenec, tudi formalno, ne, se ukvarjaš ne nazadnje tudi z praksami drugje po Evropi ali pa po svetu. Vse to bazo podatkov ne, pregledaš sicer svojega področja, ampak vseeno dobiš pa informacije iz celotne ne, predšolske vzgoje recimo, ne, in lahko primerjaš malo tako, pa tudi treba je malo iti pa tako. Tako da, tu vidim svojo vlogo, predvsem v tem, no, da če kot ravnatelj bedim nad tem, da poskušam nekako polnomočiti, koliko le zmorem svoje sodelavce, da to potem vpliva nekako, čeprav vem, da se v pedagoškem oziroma fakultetnem in tako izobraževanju vpliva, ne uporablja, ne, na ta način, ker nismo vsega izmerili, vse to vem, ampak tako po domače vpliva, ne, da so mogoče drugačni vzgojitelji. No? Tako se mi zdi, da potem tudi na ravni države, na ravni vrtcev v Sloveniji poskušam s svojim zgledom, s svojimi nekimi spodbudami pa vplivati na to, da so pa vrtci bolj kakovostni oziroma da so, zdaj, kako lahko pač to narediš sam vse. Pa za konec, na kratko, kaj bi rekla tvoj pogled na predšolsko vzgojo v Sloveniji danes? Kaj bi rekla? Kje smo? Smo zavidljivo visoko, če se primerjamo z drugimi, nekaterih se seveda lahko še veliko naučimo, pa tudi od tistih, ko mogoče mislimo, da ne. Predvsem tu mislim na mogoče neke manj razvite države, ne, kamor tudi kdaj zaidem na kakšne konference, pa malo tam spremljam njihovo prakso. V resnici se včasih zapletemo v to našo storilnost, pa pozabimo na tisto osnovo, ne? Na srce, na toplino, na povezovanje, na to, kaj je pravzaprav pomembno, da otrok ni projekt, da je otrok bitje tukaj in zdaj, ne? Da tistih 1000 zastavic pred vrtcem, v koliko projektih smo, še ne nujno pomeni ne, kakovost. Tako, ne, in da se lahko naučimo od koga tudi, da dajmo se malo ustaviti, no, dajmo iti malo bolj počas. Drugače pa mislim, da imamo dobro zastavljen sistem, tudi res ni nepomembna ta naša prehrana v vrtcih. Tu se moram ustaviti, čeprav je mogoče to komu, ne vem, banalno, ne? Ampak dejansko celostno gledamo ne? Na razvoj otroka. In to je en zelo pomemben del, kaj vnašajo otroci v svoje telo za fizično razvoj. Tako da tudi to, ne? Da otroci niso celo dopoldne na neki suhi hrani, tako kot sem to, ne vem, videla v Angliji, pa še kje, ne? Ko misliš, wow, kakšna razvita družba, tu se bom pa sigurno naučila, ne vem, ne? Zelo tako mešane občutke imaš potem. No. Gotovo pa imamo tudi mi kar nekaj še izzivov, no, ampak verjamem, da grejo stvari počasi in postopoma v pravo smer, da moramo biti tudi mi drug z drugim potrpežljivi, no, ker se te spremembe se ne morejo uvajati kar z danes na jutri, tudi ne bojo se dobro uvedle, če bomo preskakovali, ne, neke naše faze, ne, ker tudi ti kot vzgojitelj ali pa ravnatelj moraš ponotranjiti neke stvari, da jih lahko potem prenašaš naprej, ker se ne moreš kar tako en recept vzeti pa ga skuhati v svojem vrtcu. Če neko miselnost treba spremeniti, ne, to traja. Ne? Lahko ti razumeš, zakaj je treba drugače, preden ti zares začneš to dejanjati. Ja, dejansko. Jaz mislim, da to, kar si zdaj omenila, no, da nov kurikulum marsikaj od tega tudi naslavlja. Spet isto smo v tej fazi postopno, se je že uveljavi, seveda se uvaja, ampak to, kar se je zdaj spremenilo, se bo zaznalo čez nekaj časa. Ne? To je pač postopek in proces.
Čisto za konec pa samo me zanima še, bi morda naše bodoče študente ali do diplomskega ali magisterskega študija predšolske vzgoje imaš kakšen nasvet, bi jim rada kaj sporočila? Mogoče res razmisliti o tem, kaj si pustil za sabo. Najprej to, da se učiti, to je privilegij, to je res privilegij in da imamo tak sistem, kjer ni ovir, kjer se lahko izobražuješ. Dobro, ovira si lahko samo sam sebi, ne ti. Ja. Tako da učiti se celo življenje absolutno je privilegij in to bi svetovala vsakmu, ki ima možnost, naj vztraja. Ne odnehaj, to je še ena od, tudi takrat, ko misliš, da ti ni tega treba v življenju, ne. Ko daš kljukico na koncu, je vseeno tako eno zadoščenje. Predvsem pa to potem na poklicni poti otroka v središče. Imejmo otroka res pred seboj kot bitje, okrog katerega je zgrajena predšolska vzgoja, zaradi njih smo tu. In to, da si zapomnijo ljudje ne to, kar si rekel, ne kaj vse si govoril, ampak kako so se ob tebi počutili. Tako da, če slišimo vsaj, 3 besede od tega, bomo veliko odnesli. Super. Silvija, najlepša hvala, da si bila moja gostja. Vam se pa tudi zahvaljujem za gledanje. Nasvidenje. Hvala za povabilo.